20 let je minilo od najuspešnejšega referenduma v zgodovini Slovenije, plebiscita za slovensko državo. Na ta pomembni jubilej smo se za praznično številko Večerove priloge v soboto pogovarjali z enim glavnih akterjev tedanjega osamosvojitvenega dogajanja, filozofom in mislecem dr. Tinetom Hribarjem. V teh obletniških dneh raziskave javnega mnenja kažejo, da bi Slovenci, če bi bili ponovno pred to odločitvijo, spet z velikim soglasjem podprli Slovenijo, njeno osamosvojitev, njeno samostojno pot. To pomeni, da so ljudje še zmeraj prepričani, kako pomemben dosežek je to bil. Ne glede na razočaranja, ki so recimo sledila zadnje čase, ljudje to še zmeraj sprejemajo kot čudež. In sicer je bil ta plebiscit in potem osamosvojitev, ki mu je sledila, čudež z dveh vidikov. Z vidika vsebine in pa z formalnega vidika. Z formalnega vidika je bil čudež pač ta, da smo glede na zgodovino Slovencev dosegli neverjetno enotnost. Res, da samo nekateri vemo za ceno kakšnih osebnih žrtev smo to enotnost dosegli, ampak smo jo. To je ta formalni vidik in na to smo še zmeraj ponosni in vsi tisti, ki so takrat glasovali za plebiscit, bi danes, kot so rekli še enkrat, in njihovi otroci očitno, ker nekateri so že umrli, se pravi so že otroci bili za. Druge pa seveda vsebinsko, to da se pravi, da smo postali Slovenci, kot bi rekel Hegel, zgodovinski narod. Skratka, na svetu je manj kot 200 držav in mi spadamo v to elito. Na svetu je obenem več kot 3000 narodov, ampak ogromna večina nima lastne države, niso nacije, ampak so zgolj ljudstvo, če tako rečem. Skratka, dosegli smo največ, kar se da doseči, se pravi samostojnost, suverenost, postali smo tako rekoč, vsaj na formalni ravni, enakopraven subjekt mednarodnih odnosov. Sodelujemo pri vseh temeljnih odločitvah sveta. Naša pomanjkljivost je ali pa nesposobnost, če tega ne znamo, kar se zadnje čase tudi velikokrat pokazalo, dejansko uveljavljati oziroma izkoristiti. Ampak upam, ravno zaradi te podpore, ki ste navedli, da je še zmeraj takšna podpora plebiscitu, s tem pa tudi samostojnosti Slovenije, se pravi suverenosti, da bomo vseeno našli načine, kako tudi iz teh težav izplavati, v katerih smo zdaj potonili. Kaj morda nam manjka, glede na to, da smo med elito 200, kot ste rekli, nam manjka samozavesti in zakaj nam manjka samozavesti? V času osamosvajanja je bila ta samozavest navzoča. Brez te samozavesti ne bi dosegli, smo pač tvegali tudi veliko. Najprej tisti, ki smo bili nosilci tega osamosvajanja, potem pa celotno prebivalstvo, če bi se vojna bolj resno razvila, bi bili lahko Ljubljana, bila lahko Hrastnik, kot Čečenija, v Čečeniji. Ta samozavest, ne vem, kdaj se je začela rušiti, sprejeli smo načelo, oziroma to, kar so nam vsili, sprejmi ali pusti. In temu načelu, jaz sem mislil, ko smo pod prejšnjo vlado postali celo nekakšni voditelji Evropske unije, da bomo s tem prekinjali, da se ne bomo več klanjali in da bomo dejansko uveljavili samozavest, ampak očitno se to nadaljuje. Vsilili so nam arbitražni sporazum, mi smo pristali na to, za to pravično mejo smo, kot bi rekel Kozbek, zastavili svojega človeka. S tem, ko smo pristali na ta arbitražni sporazum, iz katerega izhaja, da bomo ne bi izgubili nadzor nad Slovenskim morjem, smo izgubili tudi svojega človeka, kot bi rekel Kozbek, se pravi svojo identiteto in integriteto. In to se potem pokaže na tej ravni, kot skratka te posledice etičnega vakuuma se potem na vseh ravneh javne morale tudi začne kazati in širiti.